prosim. Hvala lepa še tretjič. No, zdaj v tem tretjem delu bomo naslovili in pokazali nekaj primerov, kako smo se lotili vrednotenja ekosistemskih storitev tal, kako smo združili te merjene lastnosti tal pa prostorske podatke v tleh z namenom, da bi pravzaprav osnovni namen je zelo egoističen, varovanje kmetijskih zemljišč, ampak v redu, naloge je financiralo oziroma še financira Ministrstvo za okolje in prostor in energijo po novem, da sem prav povedal. Skratka, gre pa za prostorsko načrtovanje. Sem vesel, da se stvari v Sloveniji spreminjajo, da so sogovorniki, ki so bili včasih izrazito odklonilni do kakršnihkoli takšnih izletov in orodij in omenjanju tal, da zdaj prihajajo in bi to tudi dejansko začeli uvajati. No, skratka, gre za vrednotenje ekosistemskih storitev tal v kmetijski, pa tudi seveda v drugih rabah tal. Se vprašamo najprej, čemu. Veliki večini smo to že danes večkrat omenili. Torej, ponovno, tla niso samo domena kmetijstva in tudi gozdarstva, ne, ampak da je potrebno nasloviti ustrezno varovanje tal in s tem tudi varovanje zagotavljanje ekosistemskih storitev tal v vseh sektorjih. Vidite tisti primer prejšnjega orodja. Skratka, vsi sektorji vplivajo na tla in degradirajo, več, manj ali pa nepopravljivo. Prostorsko načrtovanje, torej urbanizacija nekih zemljišč, kmetijska zemljišča smatramo za polnaravna zemljišča. Urbanizacija nekih zemljišč za sabo potegne, da recimo 40, 50, 60 ali več procentov površine zalitih sirt, se pravi neprodušno zaprtih, in to je končna degradacija, ne? Torej terminalno delovanje, dejanje izničenja praktično vseh ekosistemskih storitev, ki pa so seveda pomembne za blaženje klimatskih sprememb. In če tule samo 3 sektorje omenim, skratka, ekosistemske storitve tal je treba vrednotiti v okviru kmetijskih rab zaradi tega, da povemo jasno, da so kmetijska zemljišča pomembna tudi zato, ker izvajajo okoljske ekosistemske storitve. Da ni to samo hrana, da ni samo krompir in koruza. Ampak da dejansko filtrirajo vodo, skladiščijo ogljik, je biota tudi v tistih tleh prisotna, ne? In dejansko je to pomemben in vreden del prostora. Kaj mene osebno boli, je to, da je neko čudno stanje v slovenski javnosti, a priorno so kmetijska zemljišča tista, ki jih boš pozimi. Ne gozd. Pa mi je rekel Boštjan večkrat, gozda imamo v Sloveniji preveč, ne. Ampak tako je. To je stanje razmišljanja, ne, percepcije na narodoživljenju. 62% imamo gozda. Kakorkoli, da ne bom zataval, skratka, tudi v okviru gozdne rabe tal je treba prepoznati ekosistemske storitve gozda kot rabe in gozdnih tal kot materijala, kot naravnega telesa in seveda tudi obravnavati gozdno upravljanje skozi zagotavljanje ekosistemskih storitev, in podobno tudi v urbanem okolju, kjer je potrebno prepoznati tudi, kaj tla počnejo in zakaj so potrebna poleg tiste nadgradnje, ki je ponavadi zelene barve, ne. Torej, tudi pridelava hrane, mikroklima, rekreacije, dobrobiti, zelenja, odvajanja vode. Torej, katere ekosistemske storitve tal vrednotiti, to smo danes že videli in seveda pri vseh teh ekosistemskih storitev en upravljavec ne more. Ki se bo izgubil noter, je enostavno treba narediti
postopke in metode in orodja, da to teče gladko, da je to sploh možno. Jaz imam za nek primer dobre prakse, pravzaprav ravno sistem bonitiranja kmetijskih zemljišč, kjer je knjižica, priročnik, ki ga moraš obvladati, se naučiti, narediš izpit, vzameš te podatke, podatke, pogledaš, imaš algoritem, imaš matematično funkcijo, izračunaš in to je bonitet. Torej, tudi nekaj podobnega bi veljalo tudi to narediti. To ste že videli, torej 11 ekosistemskih storitev, čeprav so pomembne, je praktično preveliko število za kakršnokoli obravnavo, to je neizvedljivo, nepraktično, ni podatkov, je prezapleteno za vsakdanje postopke vrednotenja in zato je treba število ekosistemskih storitev zmanjšati. Tako, torej, predstavil bom razvoj modela obravnave tal v postopkih celovite presoje vplivov na okolje. Jaz sem kar nekaj teh celovitih presoj vpliv na okolje videl in nisem videl nobene predeljene obravnave. Grozno. Okay. Nalogo je naredilo Ministrstvo za okolje in prostor, zdaj potanova NLP, in za potrebe boljšega prostorskega načrtovanja, torej varovanja, ta racionalizacije, torej iskanje nekih kompromisov. V kmetijskem sektorju še vedno mislimo, da je boljš pomagati, iskati kompromis in če že res treba žrtvovati slabša tla na račun dobrih, ker dobra tla pač večji obseg EST zagotavljajo. Skratka, ves razvoj, karkoli gledamo, načeloma vodi v pozidavo tal, žal v Sloveniji stanje duha tako, da so to ravno najboljša kmetijska zemljišča. Že leta 2007 sem delal analizo, ki je jasno pokazala, da se tudi pri pozidavi izogibamo slabšim tlem, pa gremo na boljše, kar je seveda hudo narobe. Torej, celovite presoje vplivov na okolje so po interpretaciji vzeti iz strani države. Torej, prvič je to upravni postopek, ki je nujen, obvezen, ima namen preprečiti, zmanjšati škodljive vplive načrtovanih dejavnosti na okolje in vse njihove posledice, zato je toliko bolj nenavadno, da tla niso naslovljena. Skratka, omenjajo upravljanje z vodami, gospodarjenje z gozdovi, kmetijstvo, energetika, industrija, promet, odpadki, oskrba s pitno vodo, ekosistemski storitev, jasno, da ne, ker je to še zakonodaja starega veka. Dejstvo je pa, da to poteka na ravni občin pa na ravni države. Torej, pomen ustrezne presoje vplivov tal je izjemen. Torej, vplivov posegov v prostor na tla je izjemen in tukaj je tisto, kjer nas čaka v Sloveniji zelo veliko dela. Torej, ko govorimo o trajnostni rabi prostora, pomeni v prvi fazi urediti presoje in nadgraditi celovite presoje vplivov na okolje. Do sedaj so tla v dosedanjih postopkih zelo pomanjkljivo zastopana. Spiše jih lahko vsak, tudi tisti, ki ni nikoli poslušal ta epidemiologije, tisti, ki ne pozna tematike, mešajo tla pa kmetijstvo, organska snov, pa to ekosistemske storitve se daleč od tega in je značilna izrazita nesorazmernost in nezadostnost obravnave tal v vseh teh postopkih, še posebej, ko to soočimo s tem, kar tla nam počnejo. Torej, mi smo to metodologijo, oziroma jo še razvijamo, se še ni gotovo. Ampak na 4 postulatih, na 4 stebrih gradimo. Torej, tisto, kar je pomembno v okolju, je voda, hrana, zdravje, klima. To smo neke klastre zgradili in to so ta prednostna področja,
kakovosti okolja, na katere seveda navezujemo ekosistemske storitve tal. Torej, v prvi fazi gre to sposobnost tal za področje voda, sposobnost tal za filtriranje, čiščenje meteornih poplavnih voda in napajanje podzemnih virov pitne vode. Pri hrani imamo seveda zagotavljanje pridelave hrane, biomase v okviru kmetijske rabe oziroma lesa v okviru gozdarske rabe. Pri zdravju je pomembno, da naslovimo, ali bodo posegi v prostor zmanjšali sposobnost tal nevtralizacije onesnaževal. In torej, če zmanjša izpuste onesnaževal iz tal v človeka, seveda je to prispeva k zdravju. In tisto, kar je daleč najbolj pomembno in v kontekstu današnjih predavanj, je sposobnost tal za vezavo ogljika, torej tukaj naslavljamo podnebne spremembe. In to so ta prednostna področja. Če še tole grem hitro skozi, kar je bilo že malo povedano, skratka, iščemo v okviru vode te ekosistemske storitve, pri hrani iščemo tiste lastnosti, tista tla, ki so ustrezno rodovitna, jih više ocenimo, omogoča primerno rast biomase in primerne priraste v gozdarstvu. Pri zdravju zmanjšanje prehajanja in učinkov onesnaževal v različnih delih okolja, ker tla preko talnih delcev pride tudi v človeka, preko tal pride v hrano in iz hrane naš krožnik. Tudi, kar se tiče kontaminacije oziroma vnosa onesnaževal preko vdihovanja prašnih delcev, ki so kontaminirani. In potem, kar se tiče klima, se pravi, čim več ogljika v tla in čim manj metana iz tal, pa tudi raznih dušikovih oksidov. Zdravje in vpliv te ekosistemske storitve, ki je, se mi zdi, velikokrat spregledano, so mikroorganizmi, ki dopolnjujejo naš imunski sistem. Mikroorganizmi v okolju. Sprehod ni toliko koristen zaradi gibanja, ker se pa živimo doma, ampak trigger, ki ga predstavlja mikroorganizmi, se pravi ta biološki pritisk, neposredno vzdržuje naš imunski sistem. Tega pri zdravju morda najbolj pomembna ekosistemska storitva našega okolja in ta se ključno spreminja v mestih, urbanih področjih in zato gremo mi recimo radi v gost, čutimo bogatstvo, pa ne zaradi barv, ampak bogatstvo, ki ga naše telo čuti in se meri samo z pestrostjo in številom mikroorganizmov. Jaz sem namenoma črno-bel, vsebin ni 50, ampak jih je mnogo več. In tudi na to bi imel kakšno zadevo. Če imate alergika, je zgodba drugačna. Alergik ima drugo težavo. V redu. Tako, mogoče, da vidim na to voda, hrana, zdravje, klima, mogoče manjka prostor. To se vse v prostoru dogaja. Vem, ampak prostor kot nekaj, kar je nujno potrebno in tukaj bi lahko izpostavili problem pozidave. Ker ne moreš nikamor prostora vključiti. Jaz sem še dodal, to, kar sem rekel, da so pravično zamotno, ampak ena od najstarejših znanstvenih raziskav kliničnega značaja je pojavnost astme, astmatike. 40 let vemo, da so najbolj zdravi tisti ljudje, ki prihajajo iz kmetije, pa ne iz katerekoli kmetije, iz kmetije, kjer imajo celoten, bom rekel,
kaj je to pač življenjski krog, se pravi, da imajo ne samo kuro, da imajo tudi kravo. Krava je bistvena zaradi teh svojih izjemnih fermentacijskih sposobnosti za hrano in tako naprej. To že dolgo vemo, pa pri zdravju pridejo prej recimo težke kovine na vrsto, pa so, bom rekel, v stanju našega imunskega sistema in za porastom in avtoimunnih obolenj čist nepomembno. Zašel ste v področje, ki ga ne obvladam, ampak kljub vsemu, da imajo. Mislim, vse naše Moramo nasloviti. neposredno zdravje še marsikaj. No, ostali smo pri teh 4 prednostnih področjih in na podlagi teh 4 prednostnih področjih smo iz širšega nabora ekosistemskih storitev tal oblikovali tisto, kar smo poimenovali bistvene ekosistemske storitve tal. Po neki čudni sreči je to okrašava best, kar ni slabo, se krasno sliši in lepo na kratko zapiše. Torej, to so te bistvene ekosistemske storitve, torej zagotavljanje kakovosti površinskih podzemnih voda in oskrba s pitno vodo. Voda je pač pred hrano, hrana, krma, energetska biomasa, vlakna, zdravilne rastline, dišavnice, potem sposobnost za zadrževanje in nevtralizacijo škodljivih snovi v okolju, skratka detoksifikacijo vsega, kar prispevamo skozi različne izpuste in pa ponor z vezavo ogljika. Na podlagi tega bi presojali vplive na okolje, kako se te ekosistemske storitve zmanjšujejo. Seveda, k temu se takoj zaletimo v problem, katere parametre zbrati, kateri so tisti merljive lastnosti, merljive parametri in kako to vpliva na bom rekel, celotni potek presoje. Namreč, ko pri tleh se srečujemo z zelo velikim številom parametrov, če s takim naborom, tehničnim naborom analitskih parametrov soočimo prostorskega načrtovalca, bo rekel, ne, adijo. Torej, to je rezultat analitike in opisa talnih profilov, so pa podlaga za interpretacijo lastnosti tal, je pa treba narediti algoritme, ki bi te merjene vrednosti pretvoril tako kot v primeru bonitete v eno število, ki je obvladljivo, ki je abstraktno in nakazuje, kaj je boljše in kaj je slabše. Torej, na podlagi teh parametrov tal izračunamo best točke. Pri tem smo zasnovali relativno preproste pedotransferne funkcije, zvezne, torej to PTF-i, ti so algoritmi za pretvorbo teh merjenih parametrov v relativno število med 1 in 100, torej v tako imenovane best točke. In postavili smo več različnih pedotransfernih funkcij, ki dejansko za posamezno ekosistemsko storitev omogoča izračun best točk za posamezno ekosistemsko storitev in potem za skupne vseh 5 lastnosti. Torej, iz teh naborov analitskih in morfoloških parametrov tukaj prednjačijo skupna globina tal, skupna količina organske snovi do globine 30 cm, se pravi v zgornjem delu tal, filtracijska sposobnost za vodo do globine 30 cm, vsebnost osnovnih mineralnih hranil in kislosti tal do iste globine in pa neonesnaženost tal.
Skratka, obravnavamo vrhnji del tal, ker je pač tisti najbolj pomemben. In to smo nekako prepričani, da gre za minimalni nabor oziroma teh skupin lastnosti tal, ki jih lahko uporabimo, ki jih lahko pridobimo, ki jih lahko naročimo ob relativno sprejemljivih časovnih in finančnih omejitvah. Torej, govoril sem o 4 osnovnih pedotransfernih funkcijah, ki smo jih ponovali bez glo za globino, bez tos za talno organsko snov, torej za talni ogljik, PLT za filtracijske sposobnosti tal, in pa za hranila, recimo v to funkcijo vnesemo količino teh glavnih hranil, pa povprečno kislost, in pa tisto, kar je dodatek, je pa onesnaženost, skratka, model omogoča tudi upoštevanje morebitne onesnaženosti tal. Jasno, da mi ne moremo onesnažena tla, ki jih je težko remediirati. Dejansko, če je treba, res treba pozidati, je bolj, da pozidajo onesnažena tla kot neonesnažena. Ne? Če drugega ne, seveda pa so še drugi razlogi. Torej, ta sistem je primerljiv z sistemom Geodetske uprave Republike Slovenije, kjer je vzpostavljen sistem bonitiranja. Še schematsko, skratka, imamo merjene podatke tal, seveda pa lahko zajemamo tudi iz baze podatkov tal, pa je ta baza lahko prostorska ali ponavadi je prostorska, oziroma mora biti prostorska. Imamo 5 pedotransfernih funkcij, posamezne točke best za vsako funkcijo, in potem je še naslednja faza, da dobimo eno številko, kako to sumirati. Seveda, niso vse ekosistemske storitve primerljive, zato metoda omogoča dodati uteži in s tem pokazati, katera ekosistemska storitev ima prioriteto. In zaenkrat smo uteži nastavili tako, da je daleč pomembne globina, pa talna organska snov, manj pomembna je filtrirna sposobnost, onesnaženost. Pa kot vidite, in kar mogoče ni v skladu z mojo osnovno izobrazbo, vsebnost osnovnih mineralnih hranil, torej fosfor in kalij. To vedno lahko nadoknadimo, pa tudi če je manj fosforja pa kalija, so okoljsko gledano tla zelo dobro. Čisto obratna zgodba je pa, če so tla onesnažena ali pa če je popolnoma zbita. Skratka, z neko tako matematičnim izrazom dobimo skupne točke tal, ki se izrazijo v eni sami številki. Kot še enkrat povem, sistem je nekako analogen, s tem, da zajema ta okoljski del, ne pa samo kmetijski namen. Orodja za oceno best, če bi dal človeku to zaračunati, pa funkcije risati, bi seveda rekel pozabi. Zato seveda je Microsoft Excel kar sprejemljivo orodje, ki teče na vseh računalnikih, in zasnovali smo aplikacijo oziroma en Excel, v katerega vnesemo tiste relativno skromen nabor analitskih parametrov, ki so iz laboratorija ali pa ekspertno mnenje pedologa, tudi to se da, in skozi algoritme, ki so v ozadju funkcije zvezne, izračuna best točke. V tej varianti je možno še vnesti analitske rezultate onesnaženosti, kjer orodje takoj pokaže preseganje določenega onesnaževala, v tem primeru nikla, nacionalno zakonodajo. No, ampak kakorkoli, spodaj so podani best točke za vsako posamezno ekosistemsko storitev, skupino in pa skupne best točke tla. Žal tole zelo prekriva,
zato je pa tlele dovolj dobro vidno. In recimo tole je številka, s katero lahko en prostorski načrtovalec operira, ali bo umestil prometni priključek in križišče in krožišče na Best 64 ali pa na Best 46. To je pač primer za plitva tla, kot vidimo iz tega naslova, ima samo 31 točk na funkcijo za globino. Kako smo to implementirali v prostoru? Da, igrali smo se in pedološko karto uporabljali, opremili s temi podatki, aproksimirali, pripisali kartografskim enotam, naredili eno karto, ki mene osebno ne zadovoljuje, ker sem se srečal z nepričakovanimi zastoji, bomo rekli, pri delu, približno tako predars, oziroma vozniki. Dejstvo je, da pedološka karta ima to pomanjkljivost, da ne loči med istim tipom tal v kmetijski rabi, neko travinje in isti tip tal v gozdni rabi. Horizonti so tam drugačni. In zato pride taka manj uporabna karta, žal mi je, ampak temu je tako in moramo poiskati drugi pristop. To je, kadar želimo delati za regije, pa tudi občine, kaj šele za celo državo, je uspeh tako teoretičen. Dejstvo je pa, da na sami operativni ravni posameznega posega je pa zgodba drugačna, kot bo videti kasneje. Zdaj pa primer uporabe te best metodologije za prostorsko načrtovanje, dva primera bom pokazal. Najprej schematično, sem že omenil, infrastruktura nam je požrla ogromno kmetijskih zemljišč, se pravičujem grobemu jeziku. Ni se gledalo na te zadeve, niti ne na talno število, niti ne na boniteto. Kakorkoli jaz verjamem, da se z dobro voljo da bolje umestiti infrastrukturo, tudi poselitev. Zdaj, ali je krožišče in črpalka ob avtocesti takole ali takole, z vidika tal je pomembno. Torej, ko so variantni predlogi, bi to veljalo upoštevati. Zdaj, če gremo še naprej, če v prvi fazi samo bolje umestimo, se vprašamo, kam pa s to zemljo, ki bo tule odrinjena. To zemljo lahko bolje uporabimo za nasutje na neka kmetijska zemljišča, da izboljšamo ekosistemske storitve. Da udebelimo tla, ker imajo pač bi bila globja, boljše zadrževanje in boljša filtracija vode in večje skladišče ogljika. Se pravi, metoda omogoča tudi v drugim koraku tudi to omilitvene ukrepe, ker CPVO metodologija zajema, katere omilitvene ukrepe je treba izvesti, da se vplivi na okolje omilijo. Drugi primer umestitve industrijske cone je zelo podoben, skratka, nova industrijska cona na nekih tleh različnih talnih tipov in omilitveni dejavniki. In tukaj gremo na konkretne talne tipe, za katere so izračunane bonitetne oziroma best točke tal in seveda konkretne površine, in potem je v prvem koraku imamo tele best točke, po posegu smo seveda celoten prostor do neke mere degradirali, kar se odraža z manjšim številom best točk, seveda na račun zidave. Zanimivo mi je bilo v moji praksi, da so vsi skočili v luft, po domače povedano, ko sem povedal, da je pozidava degradacija. Ne, to pa ne. Pustite, je. Pozidava je degradacija tal. Ne, to mi temu ne rečemo tako. Skratka,
stroke se ne razumejo in ne mislijo enako in ne gre to skupaj. No, potem pa imamo še naslednjo fazo, pred izvedbo molitvenih ukrepov, pa recimo s temi nasuti, da mi material, torej živico, če hočete, star slovenski izraz, to površino, topsoil angleško, damo drugje, kjer nam to služi naprej, oziroma služi okolju naprej. In navsezadnje nek tak zbirek in seveda v okviru sistema CPVO imamo ti posegi, ki so od A do E, A ni vpliva, vpliv je uničujoč. Zdaj, ker sem bil že globoko vpleten v tretjo razvojno os, segment Šentrupert Velenje, so bile variante avtoceste. Zanimivo, varianta avtoceste, ki je imela 19 hektarov kmetijskih zemljišč povoženih, imela C. Pomembno še spremljajo. Varianta, ki je imela pa 119 hektarov, je imela pa C. Prav? Torej, te presoje vplivov na okolje so bile dostikrat nedobro izvedene. Testiranje te metode na lokalni ravni še v GIS-u, to je hitro testiranje ravno enega kraka povezovanja mimo Letuša, Zgornjo Savinjsko dolino, smo pač določili te dve točke in to izračunali. Še bolj nazoren je bila pa obvoznica okrog Velikih Lašč. Tukaj moramo opozoriti, da je to poligoni, ki jih vidite v ozadju, so iz podološke karte 25,000. Zdaj na takih dejansko presojah vplivov na okolje bi moral nekdo, metodolog, narediti eno vsaj karto tega območja po varianti, se pravi 2 dni na teren, kar je marginalen strošek proti vsemu ostalemu, in si naredite lokalno karto in bi jo tudi mogel priložiti samemu elaboratu. Gre za elaborat, ki ga naredi pooblaščena oseba in človek z znanjem, in to znanje je zahtevano in priznano strani države. In šele takrat bodo tla ustrezno naslovljena v programih CPVO. Hvala lepa. Hvala, Borut. Zdaj pa verjetno, če ima kdo iz publike tukaj kakšno vprašanje, kar prosim, da ga zastavi. Ja. Ali ta metoda primerna tudi za mesta, kjer je v bistvu velika ta heterogenost tal in se zelo hitro spreminjajo, ali je to bolj za, ne vem, izven mestna, kjer načeloma imamo tukaj ljudi? Ta metoda je recimo primerjena za širjenje poselitve, pa gradnje infrastrukture, kot so nove prometnice, krožišča. Znotraj mesta imamo tako izjemno, pod travico po domače povedano, ne vemo, kaj se skriva. Lahko je toliko nasutja, spodaj je ostanki betona, cegla, krčke. Ampak dejstvo je, da trenutno tla, karkoli sem videl, niso bila ustrezno obravnavana. Niti ne pri CPVO postopkih redko kdaj, da bi vse talno število vzeli, ki pa je baza dostopna. Pa ni. Zato, ker enostavno in odkrito povedano, mogoče komu ne bo všeč, ampak to je tako, da je to moteč podatek. Res pa je, da za novo evropsko zakonodajo, torej tisto, o kateri smo danes že govorili, Soil Health Law, se pravi monitoring stanja tal, tudi nacionalna zakonodaja,
bo pa obvezno poročanje o pozidavi. In Slovenija je pritrdila temu, da bo do leta 2050 dosegla neto pozidavo tal. Torej, z drugimi besedami, koliko se bo pozidalo, se bo nekje usposobilo novih zemljišč za kmetijsko pridelavo. Neto pozidavo kmetijskih tal. Prosim. Pa naslavljate, da imate imate takih, ki je umetno pravo, ki so več. Zdrave je pa Kaj naj rečem? Če sem samokritičen in se držim neke strokovnega pristopa, a je zelo velika razlika med folijami pri nasadih jagod in pa z umetno travo. Kam gre tiste folije, kako se to razdrobi, koliko je mikroplastike, koliko v tleh, na tleh, koliko gre v zrak. Predvidevam, da je zaradi večje aktivne površine umetna trava bolj problematična, ampak ne vem, je UV obstojna, najbrž je, folija je. Ko sem šel na neka kmetijska zemljišča, ki so bila pod res intenzivno pridelavo, tudi intenzivno namakana, najdeš v tleh veliko neke plastike. To je temu tako, ne. Seveda je pa od teh zemljišč spet ni toliko veliko, da bi rekli to, da so vsa kmetijska zemljišča taka. ja, skozi več je tega ne mogoče, Ja. ampak da se stališče. Včasih smo se tudi enostavno smo imeli mnogo pripomb na gradnjo golf igrišč. Golf igrišča temeljito spremeni sama tla, ker gre za peske, ker je izjemno gnojeno in propustno in je ogromno herbicidov, tako kot po prometnicah, pa kot na žalah, pa tako naprej. Ampak zdaj še zmeraj verjamem, da golf igrišče, če je hud problem, pa upam, da ga ne bo, verjamem, da ga ne bo, lahko tudi preoriš. Navsezadnje so tudi še fotografije Zvezda parka med drugo svetovno vojno. So bili preorani, so predelovali nekaj. Seveda to so tisti časi vojne vihre, ampak ne vem. Hočem govoriti, da ene rabe so destruktivne, ene ne, kar se pa tiče plastike, pa ne vem, odvisno od same plastike. No. Ja, gospod Bonanšajn. Jaz bi rekel tako, ne. Kar se tiče umetne trave, jaz mislim, da se glavno uporablja za kakšna nogometna igrišča. Po eni strani ni to problematično, no. Jaz bi rekel, za nogometna igrišča je treba vzdrževanje, se pravi, če bi pa rado skozi pustiti, pa imaš pa v bistvu izpuste prepustilnice, ne, ker se glavno to strojno vzdržuje. Ne vem, umetna trava, ja, nekakšni zemljišči, ampak to so pa moje zelo majhne površine. Ja, ne, da se bi pojavil. Ja, ampak podatek, zmeraj več, ne govoriš na pamet. A imamo podatek, koliko je umetne trave? Eno, koliko je tega? Ne vem, koliko je tega. Ja, no, vidiš. Niso zbrali neke podatke in je tako. No, ampak recimo govorimo o Slovenijo. Ne vem. Jaz ne bi to izpostavljal kot problem. Jaz sem drugače 8 vprašanj, ampak recimo, da bom 31 fokusiral. Prvo mi je všeč, kaj si rekel, ne, pa svoje vpliv na okolje, da to lahko dela kdorkola, ne. Čeprav mislim, da je tukaj razlika, no, zdaj kot tudi ne gledam popravam, pa mislim, da pri celovite presoji mislim, da ne more kdorkoli delati, ne. PVO pa mislim, da lahko skoraj kdorkoli. Ne, isto je precej prigovorjen, pa PVO za te, kako zadeve nimamo pač urejen način, to bilo na nek zgodnični način urejeno, pa da bi se podeljevala neka dovoljenja. Je pa dejstvo, da se pri razpisih, potem tisti, ki naroča ta zadeva, odloča o tem, kako bo zbral neko skupino strokovnjakov, ki bo to zadevo speljala. Tako da tukaj se v bistvu prepušča nekak izbor tistega, ki dela pač postopku izbire javnega naročila, da se to zadevo spelje. Zdaj, a tisti, ki to naročilo pelje, zahteva neke strokovnjake z referencami in tako naprej, to je pač potem stvar posameznega postopka in pri nas v bistvu trg na nek način regulira.
Je pa dejstvo, da mi nismo licencirani oziroma to pogledno usmerjeni. Zdaj, ne morem nujno reči, da je tukaj neposredna povezava med tem problemom pa potem kakovostjo poročil. Strinjam se s tem, da je problem to, kdo določena poglavja pokriva, ne? Ker gre za to, pač, kako je ekipa sestavljena, imaš ti strokovne znanja, ki se znotraj tega potem pojavljajo. Ampak pač ta zadeva ni na nek način, tako kot je bilo rečeno, regulirana ali pa da bi bila zahteva, da mora pokrivati. Če dam primer iz Hrvaške, kjer smo sodelovali pri transpoziciji evropske direktive v njihov pravni red, oni so šli v to smer in so zahteva za posamezno strokovno področje strokovnjake, se pa srečujejo potem s čisto operativnim problemom tega, da določenih strok ni dovolj in imaš potem seveda težave pri izpeljavi javnih razpisov, tega kdo sodeluje, ker se dogaja to, da se de facto nekoga napiše v ponudbo, da bo to zadevo naredil, tudi ta oseba se eventualno podpiše pod to zadevo, v realnosti pa tega ne počne ta oseba. Skratka, imamo pač različne pristope k reševanju operativnih težav, ki nastanejo zaradi nekega pristopa, ki ga ubereš. Te so plusi pa minusi za različne poglede, se pogovarjamo o tem, da se vsi, kaj je zdaj boljš, pa kaj ni boljš, je pa dejstvo, da pač absolutno se stvari niso tako obdelana, kot bi bilo fajn sploh tam, kjer so v bistvu tla prepoznana kot eden ključnih problemov, recimo v mestne velike infrastrukturne projekte, da ne bomo zelen projekt, se usmerili veliki infrastrukturni projekti, veliki prostorski načrti, tam, ki se predvidevajo neko večjo pozidavo izgubo zemljišča. Zdaj, jaz tudi razumem ta metoda, ki ste danes predstavlja korak Slovenije v to smer, da vendarle bomo dobili neko orodje, ker če prav vem, se zahteva za vse nove občinske prostorske načrte, da se občine pripravi ta ocena o novi metodologiji. Jaz razumem, da zdaj ne bi bilo to orodje kot strokovna podlaga na voljo. Kot izdelovalci, kot jih počeli, zdaj pričakujemo, da bomo v naslednjo serijo prostorskih načrtov na razpolago tudi ta podlaga, kakovostnih središč, ki bo v bistvu omogočala izboljšanje točno tega, kar ste sam pozorili. Jaz se tako razumem, povedajte, ne razumem. No, mi smo dobili naročilo Ministrstva za okolje in prostor, ne prostorskega delovnega ministrstva, ampak okoljskega delovnega ministrstva, govorim še po stari strukturi, da razvijamo to metodo. Ta metoda je še vedno v fazi razvoja, ni še sprejeta, ni požegnana, je bila večkrat predstavljena tudi prostorcem. Odzivi so bili pozitivni, verjetno jih malo stiska, ker je izgleda zelo komplicirano, ampak zato naredimo orodja. Ampak sam koncept je jasen in po mojem mnenju je skrajni čas, da mi to prelijemo v neko uredbo. Če imamo uredbo za operativni monitoring stanja tal, ko greš vsako firmo, pa meriš tam tla na njihovi zelenički, ali se nasnežujejo ali ne, oziroma kmetijsko ministrstvo pa GUS ima ta katastrsko boniteto. Vse to je v pravilnikih, v knjižicah, skratka to stestiraš, sprejmeš, pooblastiš ljudi, tako rekoč dobijo licence, tako kot pri bonitiranju, in potem to dela in potem ne dela trg. Treba je pač določeno število ljudi izobraziti, to ni nobena, kako rečemo ponovadi, atomska znanost, delamo orodja, ki so obvladljiva, zato smo zmanjšali vse te merljive parametre. Ampak jaz sem razumel, da se občine zdaj poziva, da lahko pristopijo k novemu prostorskemu načrtu, da naslovijo, da o tem obvestijo seveda pristojna ministrstva, eno med drugim je eno teh tudi za prostor, in da naj bi pač oni potem poskrbeli, da se te strokovne podlage pripravijo. Da ne bi kmetijske strokovne podlage, kakorkoli temu rečemo. Del projektne dokumentacije, se pravi del plana, ki ne bi pač omogočil potem tudi seveda kakovostnejšo presojo. To sem saj jaz razumel, tako ne bi se tudi dogajalo v praksi. Če pravite, da se to Upam, da gre to smer, ampak to orodje in ta metoda ni še dokončna, ni dokončana, še zmeraj teče, poteka ta naloga, tako da me to malo preseneča.
Jaz imam drugačne izkušnje, pač imamo pogled v določene prostorske plane nekih občin in zame je fascinantno, da ena firma, ki se ukvarja ki je dela za občino prostorske plane, planira poselitev na kmetijskih zemljiščih, ki so opredeljena z uredbo z leta 2016 kot strateška kmetijska zemljišča. In rečem, ja, in kam so gospodje gledali? Ja, ne vem, tako so nam naredili, reče občinska uprava, ne. Torej, tukaj vidim tisti pristop, da se ljudje držijo nekih ustaljenih usmeritev, poanta je pa ravno v tem, da je skrajen čas, da to nadgradimo nekaj boljše. Ma se glih, to sem hotel malo ven prinesti, prej, ko si omenil, ne, da ima Slovenija neko cilj, vizijo, da do 2050 zmanjša Se oproščam, ni cilj, ni vizija, je obvezen. Ja, to je pač nekaj, kar smo dali v dolgoročno podnebno strategijo, mi smo obvezali, jaz bi rekel tako, tudi na ravni EU, EU je dala to svoj nek roadmap, nov landtake do 2050, zdaj, a je to naša obveza? Ja, upam, da si želimo, da je. Zdaj, vse veste, mi imamo veliko strategij, velikrat ostanejo stvari na papirju, in jih ne udejanja. Ampak hotel sem vprašati, res je tudi to, da stvari bi mogli implementirati na občinski ravni, kjer se delajo v bistvu tele prostorski načrti in mislim, da občine res imajo to moč, da naredijo korak naprej pri tem prostorskem načrtovanju. Ker ni tako enostavno reči, zdaj imamo stopnjo pozidavo tako, zdaj mi hočemo postopno zmanjševati. Ker se veste, za razvoj infrastruktura vedno bolj pritiski na kmetijska, na druga zemljišča in reči nekaj, potem pa to preiti v prakso je pa nekaj. In tle v bistvu je res vprašanje, kako bomo, če se pa še malo dotaknem varovanja najboljših kmetijskih zemljišč, kjer je v bistvu, imamo celo v bistvu relativno dobro zapisan v zakonih, kaj to je. V praksi se pa tem nekaj drugega dogaja. Kaj misliš, Boru, da je v bistvu tisti ukrep, ki bi ga mogli res občine delati v prostorskem planiranju, da se bo to nam dejansko poznalo v praksi? Torej, po mojem mnenju, kot vemo, neke zaveze, neki pravni akti, neki dostopni podatki še niso garancije, da bodo ljudje šli to pot. Mislim, da bo še nekaj časa preteklo, ampak se gre že v tej smeri, da so pač tla in ekosistemske storitve tal prepoznane, da je treba pač o tem več govoriti in da bo torej sleherni državljan nekako slišal enkrat, da pa ni lepo, da nekaj pozidaš, da se to ne spodobi, kar je včasih bilo prisotno, pa je vmes že malo izzvenelo. Izvenelo je pa v tistem ampak v tem obdobju, ko imamo torej največje število kvadratnih metrov prodajnih površin na glavo prebivalca in najmanjše število praktično razen Malte kvadratnih metrov njiv in vrtov na prebivalca. Ja, ker jaz mislim, da nekega povprečnega Slovenca, dokler ga nekaj ne boli, v smislu, da dobiš kazen za prometen prekršek ali pa neko globo, ker si pač nekaj narobe naredil, ne bo tako zlahka spremenil svojih navad. In vemo, da te spremembe so v Sloveniji, na katerokoli področje gremo, se dogajajo zelo počasno. In v smislu spreminjanja navad, in v smislu spreminjanja zakonodaje, kamorkoli pogledamo. V bistvu nimamo nekega sistemskega pristopa, če pa ga že imamo, in tudi če imamo primerno zakonodajo, ministrstva določijo primerne ukrepe, kot sem rekel, spreminjanje navad gre v bistvu zelo počasno. Gre zelo počasno. Če lahko jaz mislim, da že obstajajo
lokalne uprave, ki razmišljajo v to smer, ki se zdaj mogoče pogovarjamo, in so tudi taki, ki v bistvu želijo iti v to smer, iščejo načine, kako se tega lotiti. Ni najbolj enostavno zdaj v tem momentu, ker marsikaj ni, glede na to, kako sistem deluje trenutno poštivno, kot mnogi ljudi, ne. Pač razpoložljivi podatki so začetek, se strinjam, niso pa nikakor ne odgovor na vse. So pa začetek in zelo pomemben začetek z tega, da vemo, o čem se pogovarjamo, ker se nam je lažje potem pogovarjati, če imamo seveda ustrezne podlage. Tisti, ki si želijo iti v to smer, mislim, razmišljajo lahko, kateri razmišljajo, da Boštjan v tem si povedal, ne, se pravi, policijske počine, kako bomo zdaj ta prostor, ki ga imamo, najprej se vprašati, kateri prostor sploh je na razpolago, zato da bomo zadostili različnim interesom v družbi in potem trčimo na ta problem pravzaprav lastništva ali pa bomo kdo rekel davčne politike, zemljiške politike v Sloveniji, ne, ki v bistvu neke vrste nedotakljiva, ne, saj vemo, že kar nekaj poskušajo v zadnjih desetletjih, da bi se kaj spremenili, vedno zadeva tako ali drugače obstane na tem ali drugem kamnu, ker pač se nekaj ne da premakniti, tako kot si sam rekel, ne. Ampak vendarle je to moment, kjer pridemo do tega, da se zares vprašamo, kako rabimo nek prostor, ne. Da se vsak posameznik ne vpraša, kako s tistim prostorom, ki ga ima v lastništvu razpolagam, ker ta hip v Sloveniji, jaz mislim, da ni največji problem, ali pa bi tako rekel, ta hip v Sloveniji največji problem dostopnost. Tukaj se prodaja veliko, ne, je vprašanje, koliko je to dostopno, nekomu, ki tukaj živi, ne, služi denar in tako naprej, skratka, dostopnost je zemljišč ali pa dostopnost stavbnih zemljišč, ne, tista, ki je v bistvu zares problematična v tem momentu, in še druga stvar, kdo so te končni kupci, ne, spravi, če ti prihaja tuj kapital in se delajo neke nove stvari za tuj kapital, ne, tem za neke druge ljudi, ne, pridemo do vseh teh problemov, ki jih imamo seveda potem v raznih politikah. Ampak jaz posebno mislim, da je ključ tukaj v davčni zemljiški politiki, ne, kjer se bomo, kako si rekel, soočili s to realnostjo, kaj potrebujem, sam kot posameznik, ne, kaj je dovolj. To so ti odgovori, ki nastopili konec koncev v dolgoročno trajnost, po mojem mnenju, ne, in to boli. Ne, ni prav zelo tudi rešitev. In zdaj, moja osebna želja je, da se bomo čim prej začeli v prostorskem načrtovanju spraševati o reorganizaciji oziroma uporabi tistega, kar smo že pozidali, ne, bistveno prej, preden se bomo še sploh pogovarjali, da bi še nekaj morda pozidali. To bi bil razmislek prava smer. Jaz vam da iz prakse me veseli, da se stvari dogajajo, vse premiki v to smer. Pa seveda naporno, ne. Neke zadeve, če nimaš neke podpore strani odločevalcev na višji ravni, ki bi ti v bistvu držali štango, pa rekel, ne, to je, kako ste rekel, obveza. To ni nekaj, kar si želimo, to je obveza. To bomo, ne samo da je to obveza, to bomo naredili, pika konc. Tako gremo. So zdaj nova pravila igre in tle mislim, da se skriva neka rešitev. Nas bo pa bolelo vse, jaz ne moram pomagati. Vsi smo razliki nekih nepravičnih vred, ali pa saj želimo v njih, ali pa bi se želeli biti s njih. In vsi se bomo s tem problemom soočati. Tako da tle ni lahkih odgovor, so pa pomembna družbena vprašanja. Ja, no, vse to, ne, jaz veliko tako, ne, trenutno, vemo, cena nepremičnine ali pa zemljišča je zelo odvisna danes od lokacije. Potem pa pač svoje narediti trg, ne, pač bom rekel, ponudba in povpraševanje, ne. Ampak seveda, takoj, ko bomo rekli, da so kmetijska zemljišča, ne, bom rekel, nedotakljiva in ni vsem, kje ti gradiš, ali na najbolj rodovitnih tleh, ker so globoka, ne vem, 2 metra, neka rjava pokarbonatna ta, zdaj na pamet govorim, ali pa v primerjavi z nekimi plitvimi nerodovitnimi tlemi, ne. Po drugi strani, v smislu izboljšanja te prostorske politike, prostorskega načrtovanja, kakorkoli, ne, imamo vse v bistvu tudi kar nekaj površin, ki se nam zaraščajo. To tudi v bistvu ne smemo pozabiti, ne. Hočem reči, če lahko v bistvu redefiniramo ukrepe znotraj naselij, a pa rabe 3000, če tako rečemo, ne, imamo tudi nekaj potenciala tudi na kmetijskih zemljiščih, ne, v smislu ali ponovna vzpostavitev rabe ali pa izboljšanje rabe, ne, same rabe kmetijskih zemljišč. Tule moram pa res pojasniti, ker je velikokrat ta argument, koliko se kmetijskih zemljišč zarasel, res ogromno. Vendar je treba razsloviti ta kmetijska zemljišča. Dobro kmetijsko zemljišče se ni zaraslo. Torej, dobro kmetijsko zemljišče med drugim omogoča delo s stroji.
Torej, Slovenija ni država pred drugo svetovno vojno, ko je 92% ljudi delalo v kmetijstvu, da je 100% ljudi jedlo. Zdaj imamo, če se ne motim, najbrž bo brcnil, tako temo, napačno, ampak 7% ljudi, ki dela za to, da en del državljanov je, ostalo je pa uvoz. Torej, gre za to, da ti ne moreš več na roke žeti, na roke kositi, s koso mahati po takmu hribu. To se je zaraslo. Torej, skalovita, strma, marginalna kmetijska zemljišča, ki so jih včasih na roke obvladali, pa peš, z voli, s konji. Zdaj pa ne. Zdaj pa lete, naši sodržavljani, ki so kmetje, morajo ravno tako otroke vzgojiti, punčkam kupiti barbike, pa jih peljati na morje, in oni morajo, in potem slišimo, ne, da so, kaj so že, pač hoče imeti ekstra profit kmetje. Ker kdo ga pa noče imeti, se ga rab za družino, za sebe, za to, da kupi televizor, še drugega ne, se ne more v srednjem veku živeti. To pa pomeni, da mora intenzivirati pridelavo na manjših površinah kmetijskih zemljišč. Pri intenzivni pridelavi pa spet nam porabnikom ni všeč intenzivno kmetijstvo. Mi smo shizofreni malo, ne? Veste, mi bi radi bio, pa tako, pa naravno, pa ne vem kaj, ampak pa brez kemikalij se gre. Sam hkrati pa tega ne želimo ali pa ne zmoremo plačati. Ni ljudi, ki bi to počeli, pa imamo vrt brez visokih gred, pa ki se nam zapleveli, ne, pa smo na kolenih, pa kulmo, pa kar naprej to delamo. Glede, časa ni, tudi kmetijstvo je v leta 2023 je drugačno. Je storilnostno naravnano, ker mora biti. In Slovenija težko konkurira, ker imamo drobno posestno strukturo in ker je težko z vidika količine pridelati. Mi ne moremo konkurirati Madžarom, Ukrajincem sploh, niti ne Avstrijcem, niti ne Patski nižini, ima ni variante. In gleda z vidika kakovosti tal, sposobnosti tal, smo prikrajšana država, tako kot smo prikrajšana zaradi morja. Dejstvo je pa, da še s tem, kar imamo, smo marsikaj spustili, da se je dobrega pozidalo in nas ta lastna domača gruda je sposobna še manj prehraniti. Vsi se čudimo in ugotavljamo spremembe, govorimo o podnebnih spremembah, o geostrateških se je pa še v zadnjih 2-3 letih začela govoriti. Ampak glih za to hočem reči, da to se strinjam, kar si rekel, gotovo se zaraščanje dogaja na hribovitih, odmaknjenih okoljih in se tudi najbrž razlogi, pač so šli mladi v mesta, bilo kaj. In verjetno se bo to zaraščanje še stopnjevalo na teh območjih. In glih za to se mi zdi toliko bolj pomembno, da te kmetijske zemljišča na ravninah v bistvu varujemo. No, sej, največji problem, kar se tiče tal, je to prvič, da mi imamo poselitev izjemno razpršeno, ker je naš način razmišljanja tak, to so meni starši dali, to je ljubca, pa še hišco, da gor predstavil, pa smo tako. Ampak tam imam svojo zemljo, bom na svoji zemlji naredil, pa je sred njiv. Ampak kaj to pomeni, okoljsko gledano? Dobro, kmetijsko zemljišče je pozidano, v redu, mislim, ne gledam. Tako je, do tja moraš speljati prometnico, tisto je vir emisij, ki imaš kurišče, imaš to, ono tretjo, do tja je treba speljati kanalizacijo, največkrat je ne speljamo. In imamo izpuste podzemne vode. A mi ločimo kmetijski nitrat od fekalnega nitrata? Kaži, ne? Torej, govorim, da je razpršena poselitev ima za sabo še dodatne degradacije prostora. Nikoli ne bom pozabil, sem se z gospo Vebrovo, profesorico iz Bokuja vozil, čez Savinjsko dolino, je bila tiho in je rekla na koncu, pri vas imate pa kar velik ljuben sprov. Pravi,
nekontrolirana pozidava, malo tukaj, malo tam, ni spremenih enot, ki jih ne moreš dejansko opremiti s kanalizacijo. Ne? Ok, zdaj bi pa še mogoče pozval udeležence preko spleta, no, če ima še kdo. Aha. Še mislim, da je že, ampak še prej bila kolegica. Je že, ok. Se pravi, čujem, no, potem pa še že. Brez pristopu uteži. Se mi zdi, da je to, na kakšen način se te uteži, da čim stopami določajo, ker po mojem dosti pomembno, kako je to narejeno, ker tokrat se vpliva na rezultat, ne. Seveda. Mogoče lahko tudi en vir, oni si pristranskosti, ali pa nekih nedorabe, ki se kako uporablja. Seveda, dejstvo je, če torej to, kar je bilo zdaj prikazano, je enostavno povedano rezultat razmišljanja, kaj vzeti, kaj je bolj pomembno praktično gledano, ne? Kako se odraža recimo onesnaženost. Imamo za en miligram večjo vsebnost cinka v tleh in pri naših strogih kriterijih je to že onesnaženo. Ampak ekosistemske storitve se niso tako hudo poslabšale. Ne? Hkrati je pa cink še mikrohranilo pomembno, mora biti v tleh, določena količina. Ne? Torej, vsa taka razmišljanja, pa globina, ne, kaj globina za sabo potegne, ne, zakaj smo dali globini višjo tež, močnejšo. Zato, ker sama po sebi generira nekaj res velik obseg, večji obseg izvajanja ekosistemskih storitev. Zdaj pa, če so pa uteži predpisane in del metodologije, polih pa ne more spreminjati poljubno, pa prilagajati, da bo izid tak pa tak. Ne, govorim to, da metodo se razvije, se jo testira, se da v obravnavo in potem se jo sprejme, tako kot smo mnogo drugih uredb sprejeli, ki naslavljajo tla. Nekaj bo treba že zdaj močno spremeniti, ampak dobro, eno sem vas omenil, ne. Torej, koliko je, bom rekel, molitvenik dan, pač ga uporabljaš. Problem je, ker ga doslej ni. Jaz sem še eno vprašanje, zdaj, ker se mi po tem prostoru pogovarjamo, pač pol bi se imajo, kakorkoli obračaš, imajo pač občine ful velik vpliv, pa so hkrati pod velikim pritiskom iz raznih strani interesov, pa glede na to, koliko občin imamo v Sloveniji, pa koliko smo pač razseljeni po celi države. Imaš tudi polno majhnih občin, ki pa preprosto imajo pa še kakšne kadrovske probleme, kar se tiče takih vsebin, ne. To me zanima, koliko ste kaj mogoče razmišljalo o nekem grajenju kapacitet ali pa kakšnih takih zadevah, ker se mi zdi, da vsaj kakor imam jaz izkušnje, no, so želje po znanje, ampak nekako so mogoče preobremenjene, preveč pritiski in bi kakšne stvari radi to naredili, pa niti ne vejo, kje se lotiti. Ja. Se mi zdi pač ta pristop, ki ste ga vi s tem točkam razvili, v bistvu dosti preprost, da bi lahko na tak način se marsikaterem če greš iz vidika tava in iz vidika pač nekega smiselnega trajnostnega razvoja podeželja izognili marsikaterem nepotrebnim in špare in tako naprej. Ja, to je res. Saj nismo samo Lidni po Špari, tudi recimo pride domačin do župana, on ima avtoprevozniško firmo, rabi veliko parkirišče na ravnini, zraven križišča in vstopa na avtocesto. In ga toliko časa dokazuje, koliko bo prinesel nekih sredstev, da seveda župan gre v to smer, ker je tudi politika. Drugače pa tako, občine slabo sodelujejo in zdaj se jaz spuščam na področje, ki ga ne poznam, ga pa zaznam. Dokler ne bo regionalnega pristopa, ne bo nič, v Sloveniji manjkajo regije. Okolje stvar regij. Da se industrijske cone gradijo na regionalnem principu, ne pa vsaki občini. Vse so na Gorenjskem občine, ko so naredile industrijske cone, so nepozidane, se je sam infrastruktura narejena že 5-6 leto. Res poznam en primer, no?
In tako, mislim, da tukaj je pa stvar regionalizacije, ki stoji in stoji in stoji. Mislim, da je tudi stvar politike in da tukaj strokovnjaki, ljudje z moje stroke, mi lahko samo predlagamo in razvijamo orodja, ampak mislim, da je korak na strani politike. Kako funkcionira naša država. In nič novega ne povem, ker povsod piše, da manjkajo regije. Mislim, da ima še Nejc, imamo eno vprašanje. Ja, da se vrnem Ali pa komentar. tistim načinom ocenjevanja ekosistemskih storitev. Dosti napora sem videl tam v ocenjevanju parametrov, se da spet na te Slovenije polutante. To se mi samo posebej za neko nasnaženo stavno ne zdi za res ekosistemska storitev. Po drugi strani pa recimo neko ocenjevanje, nekaj inherentnih lastnosti tal, ko je recimo kapaciteta zadrževanja kationov, pa sploh ni bila vključena nota, pa se mi zdi, da to za kvaliteto sploh za neko kmetovanje je dosti bolj pomembno. Isto recimo filtracijska sposobnost tal, če se ravno nekih hidroloških lastnosti, je tudi mogoče nek vidik zadrževalna kapaciteta za vodo, bolj pomembna, pa se mi zdi, kakšna je bila logika. Kar se tiče kationske izmenjalne kapacitete, je treba povedati, da imajo različni talni tipi zelo različno kationsko izmenjalno kapaciteto, tako kot imajo tudi različno kislost. Skratka, mi imamo po naravnih danostih siromašna zemljišča, lahko, ali pa bogata. Kliši na Primorskem, še vidno, tam so še preveč založena z raznimi kovinami. Dejstvo je, da smo šli ravno reducirati te zadeve in da smo dopustili, da so lahko tudi slabša, po naravi slabša zemljišča boljše ocenjena. Tudi z manjšo kationsko izmenjalno kapaciteto ali z manjšo zasvičenostjo z bazičnimi kationimi. Tisto, kar je najvažnejše, je pa to, da pri onesnaženju s težkimi kovinami, ni pa nujno, da z ostalimi kontaminanti, kot so dobro, bolj ali manj persistentne organske substance, ampak težke kovine strahotno težko spraviš iz stave. So stroški taki, da jih enostavno družba ne bo prenesla, posamezni investitor pa tudi ne. In potem je zdaj tisto, česa se bojiš se tega, da ti bodo težke kovine vdrle prehransko verigo. Torej, ko se tehta, kaj pozidati in kaj očuvati, ko mora kmetijstvo dati površine za razvoj, menda boš dal nekaj, kar je že tako degradirano, pa ne tisto onesnaženo zemljo porabijo za humusiranje brežin, kjer nima možnosti priti v prehransko verigo, težke kovine se pa tako praktično zelo slabo spirajo. Mislim, to so cel kup takih brainstormingov je zadnji in moram reči, da je kar malo zahtevno zreducirati parametre na obvladljivo raven, da so hkrati še merljivi, da jih lahko nekdo, ki naroči študijo, tudi pridobi v realnem času in v realnem strošku. Da to je izmenjevalna kapaciteta, res da je pol, če gledamo absolutno, ene zemlje bojo a priori slabše ocenjene, samo če načrtujemo neko upravo prostora, bo pa to po vrednosti relativno na tisto okolje, se pravi na matično podlago. In še vedno bomo tam zbirali, recimo, najslabše vrednosti. Ja, že. Imamo pa še tudi, bom rekel, nekakšne pedosekvence, upam, to verjetno poznate, to so si dokaj sorodna tla in če gremo mi s posegi v prostor, v okolico Murske Sobote, tisti silikatni prodi in peski, tam se tla relativno malo varirajo. Mi redko kdaj gremo čez pedosekvenco. Na pedosekvenci trdih karbonatnih kamnin je večja variabilnost, ker je matična podlaga zelo valovi pod površino tal.
Tako da, se pravi, na koncu se bo treba nekaj odločiti. Ne trdim, da metode ni možno izboljšati, niti najmanj. Ampak v realnem času boš ti neko metodo narediti osnutek in dokončati in smo se pač tako odločili, ne moram drugače povedati. Dobro, zdaj pa mislim, da smo tudi časovno že prišli do konca. Vprašanj iz online ni, a ne? Tako da pač bi jaz kar dal Boštjanu besedo, da zaključi delavnico, pa se potem dol na kosilo dobimo. Jaz se vam zahvaljujem, da ste me toliko časa prenašali, pa vas nisem čisto ničel s tem. Hvala lepa. Hvala, Borut. Jaz bom kratek. Upam, da smo malo osvetlili danes tole temo ekosistemskih storitev tal. Tudi upam, da bomo kaj uspešni na teh različnih ravneh prostorskega načrtovanja. Zdaj, te podnebni cilji so v bistvu pred nami. Seveda, ves čas moramo tudi skolebati med kompromisi, ker v bistvu podnebni cilji niso edini, a ne? Sploh, če pogledamo slovenskega kmeta, ki mora biti konkurenčen na trgu, ne, se pravi, moramo gledati na proizvodnjo hrane. Potem pa je še ta tretja stvar, ne, kaj moramo gledati, je pa še natura, še ohranjanje biotske pestrosti, so še naslednji cilji, tako da ja, bomo še iskali kompromise in reševali probleme naprej. Tako da hvala za danes, pa zaključujemo delavnico. Tako.